se more človek že zgodaj zjutraj toliko presekirati, je to normalno? Sami smo si tako zbrali, ne? Kaj pa spremljamo Dallas in Luko Dončića. Joj, kako pomembna zmaga. Zelo fajn. Posebno potem, ko smo na prvem srečanju z LA Clippersi pokazali neko predstavo, ki ni bila vredna imena Dallas Mavericks. Je pa to morda bila posledica neke malo daljše pauze, govorimo o tednu dni pauze od zadnje tekme Dallasa pa vse do končnice. Zraven tega sta še Kyrie in Luka počivala na zadnjih 2 tekmah rednega dela, če se ne motim, ker pač ni bilo potrebe, ne. Danes pa velik obliž na rane in povsem zaslužena zmaga, čeprav ne bi bilo nič narobe, tudi če bi LA Clippersi zmagali, če gledamo realno, ne. Ampak dobro, zmage ne bomo gledali v zobe. Sploh se ne da primerjati teh 2 tekem. To se verjamem, da lahko strinjamo. Če so kakšni čudni zvoki vmes, se opravičujem, tale podcast nemam kar v avtu, ni časa drugače. V glavnem, sam začetek spet popolnoma drugačen kot uvodno srečanje, kjer smo bili mehki v obrambi, oni pa agresivni. Slika se je tukaj ravno obrnila, no. Mislim, da 7 minut v prvi četrtini je Dallas sprejel, ali pa še več, 11 točk, nekaj takega, v glavnem zelo agresivni v obrambi in na skoku defenzivnem. Tudi v napadu je žoga lepo krožila, sem bil kar zadovoljen, no, ampak kar je bilo glavno, da smo kontrolirali rezultat. Cel čas smo bili v neki rahli prednosti. Tudi Luka je na začetku, tekom prve četrtine zadel 2 trojki, tako da tudi med sam, kljub temu na koncu mislim, da 26-11, vendarle mu ni toliko pešal, no, kot na začetku, oziroma v prvi srečanju. Predvsem so pa igrali drugače, mirneje, tudi na daljše napade, ko je bilo to potrebno, niso forsirali, z izjemo tretje četrtine, ko so nas, res sem imel občutek, ko so nas LA Clippersi prav prosili, pa Dallas odlepite se, naredite neko serijo, neki delni rezultat, se mi tako ali tako ne bomo zadeli v napadu, dajte vsaj vi. Ne. Iz napake v napako, od polaganj zgrešenih, čistih na zicerju, do izgubljenih žog po nekih čistih bedarijah, v glavnem zelo neizkušeno, precej naivno so izpadli. Pri Dallasu, kar bi jaz pripisal precejšnjemu manku podobnih tekem oziroma srečanj v karieri. Zdaj Lively nič takšnih tekem. Gafford nič takšnih tekem. Pogrešam malo starega Gafforda iz rednega dela sezone, ampak se pravimo, ni izkušen. Zdaj Green, ne, se mi je zdel spet v tej tekmi, imel je tako odprte mete, jih pač ni zadev, ne, mogoče se malo strašil. Hkrati pa, mislim, da je igral 14 minut, pa imel 7 skokov. 3 v napadu, 4 v obrambi. Tole je res lep podatek. Tim Hardaway Jr. se je vmes malo poškodoval lažje, če se ne motim, da je ob pristanku padel Paulu Georgeu na nogo, pa malo obrnil gležen med enim metom za 3, ampak mislim, da ne bo nič takšnega. Zato je malo več priložnosti dobil Green, pa enih 28 minut spet Kleber, no, ampak dajmo mu danes malo oprostiti vse njegove čudne predstave, saj jaz jih tako gledam, ker je zadev 2 zelo pomembni trojki, ko je Luka dodal še svojo minuto do konca, pa mislim, da je bilo že vse skupaj. Konec. Za eno izmed trojk mu je Luka tudi podal Kleberju, no, tam v clutch time-u v glavnem. Svoje je dodal še Irving, v obrambi smo še naprej glizli, ko sem že pri obrambi, ne, tukaj se moramo staviti, ker tole je pa pomemben podatek. Zdaj izbrskali so, ker v Ameriki itak najdejo vse, da ko je Dončić kriv Paula Georgea, Kavaja Leonarda in pa Jamesa Hardena, so ti vsi skupaj dosegli nič točk. Nič. Dobene. Pol je 30 minut po koncu srečanja prišla še ena statistika ven, kjer je v celi tekmi od 17 metov, ki jih je branil Luka, dopustil 2. Vse skupaj 5 točk.
Hardna so še dodali na koncu, da je eno trojko preko Luke zadev, pa sem šel pol še enkrat pogledat. To je bila trojka 2 ali 3 minute do konca. Pri 8 točkah razlike za Dallas, ko je zadev Harden, je bilo 5 točk, če se ne motim, ampak to je bil popoln nesporazum v obrambi, ko sta Jones in pa Dončić prevzela in je Harden ostal v bistvu 3 metre, ni bilo okoli, ne levo, ne desno nikogar, pa so očitno Dončića dali kot primary defendera tukaj, kot se oni izrazijo. Tako da tudi tega ne moramo v bistvu šteti kot to, da mu je nekdo v facu plunil trojko. In pol, jaz upam, da so pri ESPN-u to gledali, ker oni ful govorijo, da Luka pač ne igra obrambe. Luka še kako igra obrambo, ko je motiviran. Ne bom rekel, da je vsako tekmo daleč od tega, tu bom zelo realen, ampak v takšnih tekmah. Ja, no to pa je bilo. V glavnem, na koncu 3 točke razlike, naj vas to ne zavede, ker mislim, da je bilo vse skupaj odločeno. S tisto trojko Luke, kot sem že omenil, minuto in drobiž do konca je bilo 9 razlike. Pa so bili neki prosti meti, pa so se tudi oni z nekimi čudnimi meti približali, ampak v dobenem trenutku ni bilo več minut do konca po moje ogroženo. Tudi Luka tisto, kar je skoraj stopil v avt, pa podal potem proti Irvingu, so mojstrsko rešili, oziroma Luka predvsem tukaj. Tako da ja, no. In evo, imamo 1-1. Serija se seli v Dallas, prva tekma je izbrisana, ne pomeni več nič, razen tiste zmage, ki je pač seveda obdržala in bo stala tam za Clippers-e. Kar se tiče igre, pa vsega ostalega je pa pozabljeno. 93 točk je Dallas prejel v tej tekmi. Tole je za NBA ligo za 48 minut igre odličen rezultat, za res, tole pa se res da pohvaliti. Luka je igral 45 minut. Ok, tole je zelo dosti, tudi v intervjuju po srečanju je dejal, da je zelo izmučen, ga razumem. Gre pa na njegovo roko urnik, zato ker naslednja 2 dni Dallas ne igra, se pravi naslednja tekma je komaj ob 2 zjutraj po našem času iz petka na soboto. Tako da to je ok, potem pa še naslednja 4. srečanje ob 9:30 v nedeljo. Tako da tukaj bo on malo odpočil, ne? Tako da zdaj oni imajo regeneracijo plus letalo tam, to ni zdaj takšno letalo, kot mi navadni smrtniki letimo, ne? To so malo drugače poskrbljeno za te superzvezdnike, ne? In vse udeležence oziroma deležnike poleta, da tako rečem. Tako da mislim, da ga bojo zrihtali, pa da je Luka vendar letos toliko pripravljen, da s tem ne bo težav. Centrska linija, da se še nje dotaknem, Gafford je malo padel zdaj ven, ima manjšo krizo, imel je po srečanju samo refleksijo, zaveda se, da mora biti boljši in jaz resnično verjamem, da on bo boljši. Ima ogromno dela z zubcem v obrambi, to mi je jasno. Evo, če se ga že dotikam, ki so ga odlično napadali od samega začetka pri Dallasu, tako da si je hitro nabral 2 osebni in takoj šel na klop. Na prvem srečanju, prvemu, kjer je zdominiral vse, ne. Lively je bil celo malenkost vprašljiv, prejel je en udarec v stegensko mišico, koliko so zapisali na družbenih omrežjih ti novinari blizu ekipe Dallasa, ampak to se je itak vedelo, da bo fan stisnil zobe, za katerim je zelo težek mesec, ne, vemo, izgubil je mamo, še svojega drugega starša pri rosnih 20 in nekaj letih, ne. Oče mislim, da mu je pri 7 letih umrl, skratka, fant mora biti izredno močan, da pri teh letih tako tole dojema in je hkrati še profesionalen, ne. V glavnem Lively mislim, da je pobral tudi enih 7 skokov, pa dal enih 9 točk, nekaj takšnega v relativno kratkem času, pa vemo, da se boril tam spodaj, ne. Prej sem omenil 3. četrtino, ki me je malo zmotila, predvsem zaradi napak Dallasa. Zdaj nekje sem zasledil podatek, da so imeli oni v tistem času 11 prostih metov, Dallas pa nič, če to drži, no. Pa ne bi se jaz tukaj na sodnike, danes sploh ne bi. Luka je celo dobil eno tehnično, ker se je tam bunil, da ni bilo osebne napake, da njim je bila, ampak playoff je malo težja tekma, malo več kontakta, a ja,
to ne smem iti. V redu. V glavnem, že mislim, da druga zelo dobro odsojena tekma, bom rekel. Sami so se v tretji četrtini, bili so že na neki prednosti, že lepi, pa so vseeno potem, mislim, da z 1 točko zaostanka krenili v zadnji del igre. No. Tako da ja. Fantje, dekleta, kako ste pa vi videli srečanje in prvo in drugo, vabljenih komentiranju, no, da ne bom samo jaz tukaj vlekel svojega monologa. Mislim, ja ga bom, ker se ne morate tukaj direkt vključiti v debato, ampak veste, kaj sem mislil. Fajno, jaz se res že veselim naslednjega srečanja, ker uživam v basketu, malo mi že puls nabije na vse zgodaj in evo, to je to. V redu, hvala, da me spremljate, če ste tukaj novi, kot rečeno, vabljeni, da se naročite na moj kanal. Do naslednjič, Gregor, sem bil z vami, Greg Skorta. Go Dallas, go Luka, ajde, čau!